Hvala. Dober dan, dobro jutro in dobrodošli na 17. festivalu slovenskega filma na Zajtrku z avtorji. Vesela sem, da smo se ga udeležili v našem številu, kajti danes se bomo pogovarjali z ekipami zelo zanimivih filmov, ki so se odvrteli včeraj. Najprej bom povedala malo scenesled za to, da se orientiramo, in sicer najprej se bom jaz, Varja Močnik, pogovarjala z ekipo filma Drevo, potem z ekipama filma Sprava in pa celovečerca Avtošola Janeza Burgerja. Potem približno ob 12:30 bo Katja Čičigoj, moja kolegica, govorila z ekipami filmov Kaj pa Mojca, Hrana Anarh in pa Boj za. Potem pa ob približno 13:30 spet nastopim jaz s kratkimi filmi in njihovimi ekipami, filmi 3/4, Kresnik, Ognjeno izročilo in pa Princ Kikido, Pošast iz močverja. Zanima me, če je morda tukaj še kakšna nenapovedana ekipa kratkega filma, ki so bili včeraj na sporedu. Pa naj se mi kar javi, zato ker bi se zelo radi pogovarjali o njihovih filmih. No, tok napoved, zdaj pa kar igranemu celovečernemu prvencu Sonji Prosenc, Drevo. Dobrodošla ekipa. Z mano je seveda Sonja Prosenc, scenaristka in režiserka in producentka filma. Potem Jernej Pogovšek, igralec, Mitja Ličen, direktor fotografije in pa tudi postscenarist, Katarina Stegner, igralka, potem Sandra Ržec, ki je tudi producentka filma, in pa Rok Sečen, tudi koproducent. Dobrodošli, čestitke za super film. Jaz bi seveda vse tukaj zbrane povabila, da se kadarkoli vključite, mogoče z dvigom roke, s kakšnim vprašanjem, komentarjem v pogovor, ste vljudno vabljeni. Jaz bom pa začela. Sonja, film je tvoj igrani prvenec. Jezika, ki se govorita v filmu, sta slovenščina in albanščina, in v bistvu se film in zakaj si izbrala lih tako nam tuje okolje? Z Mitjem sva to temo krvnega maščevanja raziskovala za en drug projekt. In bolj, ko sva raziskovala in več zgodb, ko sva slišala, bolj se nama je zdelo, da mora to biti igrani celovečerni film. In na tak način je nastal tudi scenarij. S tem, ko se je ta zgodba razvijala, naj ni več toliko zanimalo samo krvno maščevanje kot nek moment te albanske tradicije, ampak to občutenje ujetosti, in to je bistvo filma. In ta tradicija, ki res ni naša, je uporabljena samo kot okvir za eno, se mi zdi, zelo univerzalno čustvo ali pa emocijo. Ja, film govori zelo z vizualnim jezikom, ne toliko verbalno. Kako sta, to je vprašanje za oba vaju scenarista, kako sta pisala scenarij, ne? Nekako to, kako je filigransko sestavljeno vsak kader, vsako zaporedje kadrov, ne? A je to že v scenariju ali to potem, ko prideš na lokacijo, ko se začne? Veliko kadrov je bilo že napisanih v scenariju, ker smo nekako pripovedovala to zgodbo skozi podobe. In se nama je zdelo, da lahko edino na ta način, da jih že v scenariju zelo natančno opišemo, sploh nekako zajamemo to zgodbo v scenarij. Mogoče vprašanje za Mitjo. Ta zelo specifičen, rigiden in klavstrofobičen, kar seveda
drži tudi zgodbo, kolorit filma. Je bil jasen že od vsega začetka, ali se je... Ja, v bistvu smo ogromno časa posvetili temu. Koordinaciji kostuma, scenografije pa kamere. Mislim, da 3/4 sestankov bilo temu namenjeno, na primer. En dan smo pravili samo zato, da smo določili odtenke modre. Cel dan smo hodili po ulicah, a taka modra? Ne, drugače. In smo samo modro izbirali. In pol pride rdeča, vsake to. Tudi kadriranje je zelo natančno, a ste imeli storyboard, ste delali? Ne, prav storyboarda nismo imeli, smo pa imeli zelo zamišljene kadre, no. In tudi način, kako se jih bomo lotili, kdaj bo iz roke, kdaj bo vožnja in tako naprej. Je bilo zelo premišljeno vse skupaj. Scenarij je sestavljen iz 3 enot, iz film? 3 pogledov, ne. Kaj mogoče zdaj, ali Sonja, ali ti, ali vizualno, ali vsebinsko določa vsakega izmed pogledov, se pravi tega dečka Velija, mame Milene in pa sina starejšega Aleka? Pri vsakem delu smo štartala iz različnega občutenja te ujetosti. V prvem delu gre za fizično ujetost, ki jo doživlja ta otrok, ki ne razume, zakaj so sploh ujeti in kaj se dogaja. In iz tega tudi izvira ideja, na kak način bi to vizualno prikazali. In enako velja za drugi del, kjer so stvari malo bolj odprte in se vse začenja, dokler ne pride do te nesreče in se začnejo bolj te ozki klaustrofobični kadri. V tretjem delu gre pa za to ujetost lastna stanja občutka krivde in odgovornosti in smo pač iz tega štartali, na kak način to vizualno upodobiti. Mogoče vprašanje za igralca. Kako ste delali, pa kako ste izvedli? Namreč igra tukaj ni, kako bi rekla, čustvena, ampak v bistvu bolj skozi ponazarja eno stanje, ne? Karkoli je akcije, karkoli je ujeto v to stanje ujetosti. A ste imeli vaje, dialogov ni, ali ste se bolj pogovarjali, kako ste se pripravljali na film? Jaz bi težko rekla, da ni čustveno to, ne. Jaz mislim, da je to najprej čustveno, potem pa vse ostalo. Ne, ampak zaradi tega, ker samo to hočem povedati pač, ne, da recimo zame je bilo to najtežje, kako zdaj v bistvu nič, ne, samo hodim po hiši, ne, nič nimam za povedati, v bistvu nič takega nimam za narediti, kako vseeno prenesti to ujetost. In v bistvu je bilo zelo veliko igre, ker ne izgleda kaj igra. In mislim, da je to pač tudi zelo dobra stran tega filma, no, mislim. Je pa, dialoge smo pa recimo zelo vadili. Te scene, ki so pa dialoške, ki so bile pač nam pomembne, smo jih pa zelo veliko vadili. Hoje po hiši pa nismo vadili. Ja, ne, jaz sem mislila, bolj je konstantna ena tenzija, ne, ni pa teh nekih izbruhov ali pa nekih, da bi rekel, okej, zdaj je žalostna, zdaj je vesela. Razen seveda v prizoru Žurke, ki je pa res taka, hkrati olajšanih, hkrati pa še bolj cmok, ne. Ja, v bistvu je bilo to bilo v bistvu kar težko zdržati, no. Ker, mislim, če bi jaz režirala ta film, bi bilo najbrž več panike, ker Sonja pa skozi govorila, ni panike, nobene panike ne smeš igrati, nobene panike. Edino v eni sceni je rekla, no zdaj pa je panika, pa to sceno ven dala, je izrezala, tako da tudi te panike zdaj ni več, ne. Ampak tako kot mama, si se tudi čustveno navezala na to vlogo ali si jo gledala dosti daleč? Ti je neki... V bistvu gre za situacijo, ne, mislim, in te situacije, v kateri nič ne moreš, se jo je treba nekako predstavljati, ne. Kar se pa tiče nekih čustv, ki sem jih imela do svojih 2 sinov, sem pa do obeh 2 razvila zelo močna čustva. Materinska. Je bolj sadistične narave, kaj ti delati z otrokom je precej težko. Ne ste velikim otrokom, je bilo delati kot pesem, vendar sta malim otrokom, mislim, da je diktiral velik del tega, kako smo delali.
No, pa tudi tir, ne, si imel, kot je Sonja rekla, ene velike te čustvene pokrajine, a nobenih izbruhov, ne. Ja, mislim, ne, ma sej, kot Rina je ful dobro povedala, jaz ne bom zdaj mogel toliko. Mogel bi najprej jaz, da bi ona bolj boljša. Ampak, ja ne vem, jaz na začetku nisem imel pojma, kako bo to izgledalo. Tako da sem res pustil čisto vse Sonji, da nas ona vodi čez te procese, kako se to ustvarja. Ker jaz tudi nisem toliko izkušen spet na tem področju, da bi ne vem kaj lahko doprinesel, ampak mi je všeč, da smo tudi že na vajah res razdelali čisto vsako sceno posebej, pa smo delali na vsaki sceni posebej, čustveno, situacijsko, lokacijsko, karkoli, vsake malenkosti smo res razdelali, no. In to pa tudi doprinese in res pomaga, no. Res mi je ful dobro, soigralca pa sta bila super, no. Ta malo je, mislim, vse je super, jaz ga hvalim sploh zato, ker je to zdržal, no. Ker je toliko star otrok, pa je, da je z nami zdržal tak tempo, je res je bil super. Koliko časa ste pa snemali? Ste bili zaprti v bistvu hišo? Aha. Živjo. Iz prvotnih 20-21 snemalnih dni smo pol pristali na 26, tako da film je bil posnet v 26 snemalnih dnevih. Predvsem smo najbolj v bistvu se zakalkulirali pri temu dvorišču oziroma z vremenom na dvorišču smo imeli smolo, ker naše prvotne lokacije so bile mišljene v Makedoniji, kjer najbrž bi imeli veliko lepše vreme v aprilu kot pri nas, ampak kljub aprilskim razmeram nam je v Novi Gorici uspel pač posneti te eksteriere dokaj uspešno, tako da. Kje pa so druge, ta urbana eksterier lokacija? Stara Gorica, dobro zgleda, ne? Pa sem malo za Italijo. Ja, to pa Anton pa njegov prijatelj Emilio sta pač lokalca v Gorici in sta najdla res super ulico, ki noben po moje ne more na prvi moment locirati, kje je. In tudi hišo ste postavili tam, ali ste imeli, ali je bila, mislim, ta zid, pa to dvorišče, pa hiša me zanima tudi, kje je bilo. Hiša, eksterier hiše je realna hiša, ki stoji blizu Nove Gorice. Dvorišče oziroma ta zid okrog dvorišča, to je pa pač narejena scenografija, je kulisa. Medtem kot interier hiše je pa spet realna lokacija, izčepovana, ja, spet Anton, scenograf, je odgovoren za to. Mislim, Anton pa Vasja, no, se ne vem, najbrž poznate oba. Kokelj. Tako je. Ne, zelo dobro je, kako je v bistvu narejen ta dvorišče, no, pa tudi hiša, a ne, zelo realistično, a hkrati ima kot cel film, a ne, nek ta feeling svojega sveta, filmskega sveta, ki pa stoji, tako se mi zdi super. Ima mogoče kdo iz publike kakšno vprašanje? Prosim? Drevo, kaj pa? Drevo, Sonja. Glih prej sem rekla Mitju, če kdo vpraša, zakaj naslov Drevo, boš ti povedal. Pa rekel se, jaz ne vem. Ne, drevo smo dali na začetku naslov, zato ker se je nekako okrog drevesa vsa zgodba zavrti. Tam se vse začne in v končni fazi tudi konča. Poleg tega se nama je pa zdelo, da je drevo nekako simbolizira že samo to zakoreninjenost v neko stanje, pa ta občutek determiniranosti. Vmes smo imeli tudi nek preblisk v času montaže, da bi bilo mogoče naslov Sinovi, pa se nam je zdelo, da tak naslov zavaja, da daje občutek, da je to bolj film, ki temelji na zgodbi, ali pa da je njegovo bistvo to, da neko zgodbo pove, ampak to ni namen našega filma. To drevo pa se mi zdi, da daje občutek, da je to portret tega nekega stanja, ki ga film riše. Ja, sej, če bi bilo Sinovi, bi mogoče tudi to, kar sem jaz razmišljala o filmu, pa vem, da mogoče ni o tem film, ampak imamo mamo in dva sinova, ne? Imamo žensko in dva fanta in mama ni ogrožena.
pa fura vse, pa drži vse skupaj, ampak ni ogrožena samo zato, ker v tej kulturi ženska popolnoma nepomembna. Ne? Kljub temu je pa tukaj ta obrat, da pa zares pa ona drži sploh, da se vse skupaj ne razpade. Ne? Ja, to je pa tudi razlog, zakaj sem si jaz želela, da to vlogo odigra Katarina, ker se mi je zdelo, da bo sposobna s to svojo fizično prezenco pa močjo, ki jo ima, dati temu liku moč. Se pravi, da ta lik ne bo vzbujal v nas pomilovanja, ampak da bo to kljub tej brezupni situaciji, v kateri se znajde, še vseeno res močen lik in to Katarina ima, zato že za njo vlogo sploh nismo imeli audicij. Aha, no se, to sem pa tudi mislila vprašati cast. Katarina si pojasnila, kaj pa si nova? Ja, Neca pa Lukasa smo pa našli na audicijah. Za vsako vlogo se je prijavilo okrog 50 fantov. Imeli smo 3 kroge na vsaki audiciji in Nec je že v drugem krogu je bil prvi na vrsti. Takrat so odigrali že en prizor iz našega filma skupaj s Katarino in je kot prvi na vrsti postal tak visok standard, da ga pol naslednjih 20 fantov pač niti približno ni doseglo. Za vsak slučaj smo rekli, ok, imamo še 3. krog z 2 igralcema, ampak je bilo že jasno, da bo to Nec. Kako se je bilo pa naučiti albansko, si se hiter? Gleda, da stresaš iz rokava, čeprav jaz ne govorim. Ne, to je meni bilo res toliko težko, da to je tema. Res, poslali so mi 2 native speakerja Albanca, pa oba sta se kar križala zraven. No. Ne, res, ful sem bil antitalentiran, zato meni se zdi, ampak na koncu mi je tudi ta, no, Suat Fazli, to je ta bil naš Dritan, ja, tako, ta moj best friend, ki pade z drevesa. Tudi on mi je kar dobro pomagal, no, tako da mi je prebil tisto robotsko govorjenje enega tujega jezika, ki nimaš pojma skoraj kaj govoriš, v to neko tako tekočo verzijo, tako da v bistvu sem zato tudi hvaležen. Je pol dialog, upam, da je spadal kakor toliko pristano. Jaz sem vedel, kaj govorim, sam nisem pa vedel, koliko se bojo smejali Albanci zraven ali pa se čudili, tako da ne vem, no, upam, da zgleda kakor toliko pristno. Je že kakšen Albanc dal feedback in kaj se reke? Dino, naš lektor, je rekel, lej, v bistvu vsak Albanc bo razumel, kaj govorijo. In je tudi zelo izstopal. Pa je on igralec, študent ali je naturščik? Ne, on ni igralec niti študent, zato ker je bil star 14 let, ko smo imeli audicije. Ja. Ampak je po tem, ko je igral v našem filmu, že nastopil pol v nekih oglasih. Aha, ja. Mogoče še kakšno vprašanje? Prosim. Kaj spoza? Mleko daje. Zanimalo me je, če kakšna simbolika s to kozo, ali pač ona kaj tam pomeni, ali samo kot scenografija. Ne, koza ni pa ljubljenček, družinski član praktično je koza. Ja. Ja, zdaj, če si gledal film, no, ne bom na tak način govorila. Koza, mislim, ima te neke svoje kadre, ki napovedujejo neko zloveščo situacijo. Zdaj pač nekdo to začuti, nekdo ne, v bistvu to ni več važno zdaj. Še kakšno vprašanje? Sonja, mene pa zanima,
Tvoj kratki film Jutro je v bistvu tudi, mogoče ima neki več zgodbe, ampak je tudi taka atmosfera. Potem si posnela še dokumentarni film o Jožetu Tisnikarju, mož s krokarjem. Kako in kakšen izziv ali pa kaj ti je bilo najbolj težko pri tem prvem igranem? A je zelo drugače ali se podobno pripravljaš? A je podoben ustvarjalni proces pri tebi? Celovečerc se sploh ne more primerjati s kratkim filmom. Čeprav je mogoče samo 4-krat daljši ali pa 5-krat, je dela 100-krat več. V bistvu, ko smo začeli pripravljati film in skozi cel proces, se z vsemi stvarmi, ki so nam prišle nasproti, nismo ukvarjali kot z nekimi problemi, ampak res samo kot sprotnimi izzivi, ki jih je treba razrešiti. In ko se mi zdi, ko si enkrat v šunku, sploh ne razmišljaš na tak način, da bi te nekaj spravljalo v obup ali pa kaj podobnega. Ampak res kot s kreativnimi izzivi. In tudi sem videla na internetu, film je že bil v Karlovih Varih in tudi še na kakšnem drugem festivalu, oziroma se v festivali obetajo. Odzivi so tudi kar v redu, oziroma super v redu, pardon. Namreč razmišljam naprej, ker se mi zdi, da mogoče vprašanje za producenta, da kaj povesta še. Kako sprejemajo film v tujini, ne? A ga gledajo kot eksotiko slovenskega filma z eksotično tematiko ali ga gledajo kot ga hočete vi, da ga gledajo, in kakšna je njegova festivalska pot, kakšna se mu obeta? Festivalska pot se mu obeta, ne smem povedati vsega, no, jaz vem za festivale naprej, samo imamo vedno embargo, ne, preden festivali ne objavijo, mi ne smemo. Tako da festivalska pot se mu obeta zelo pestra, to lahko povem. Drugače pa kako ga gledajo, pa v bistvu ne vem. Mislim tako, kar berem te revije, ne, so res dobri, ne, tako da zaenkrat nimamo ene slabe kritike, da bi rekel, pa so lepo dojeli film, ne. Drugače pa pojma nimam, bomo videli, no, zdajle, se pravi, imamo par festivalov, malo dlje od Slovenije, ne, tako da čim bo Sonja nazaj prišla, evo, bom lahko povedal, kako so videli film. Kaj pa distribucija v Sloveniji? Distribucija v Sloveniji, to pa lahko povem, no, evo, zdajle s Kinodvorom smo že zmenjeni, tako da konec oktobra bomo imeli, se pravi, slovensko premiero, to tle je bila festivalska premiera, tako da, ja, in potem bo film v distribuciji. Zdaj distribucijo sami delamo, no, tako da bomo počasi tale film lansirali, no, ampak se ga bo pa dal videti, sigurno. Torej, povabite vse prijatelje, družino oktobra v slovenskih kinematografih. A je še kakšno vprašanje iz publike oziroma od novinarjev? Jaz imam še eno vprašanje za Sonjo. Na koncu je film posvečen Sari Karo. A je to posvetilo, a je to sporočilo? Ja. Sara Karo je Sonjina teta, ko je zbolela za rakom, mičkem preden smo začeli film snemati, in vsakič, ko smo imeli proste dneve, smo hodila v Maribor v bolnico in je med snemanjem tudi umrla. Lepo posvetilo. Še kakšno vprašanje morda? Če bi mogoče od ekipe še kdo kaj dodal? Potem bi se jaz zahvalila ekipi za super film, za lepo doživetje, za lep pogovor. Hvala vam. In želim vam ful uspešno festivalsko kinematografsko pot in pa tudi naslednje ustvarjanje. Hvala.